Dober večer, lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem večeru o tistih in vsem tistem, ki nekako vlečejo poti in vse kratke zgodbe med prostorom Slovenije in prostorom Palestine. Moje ime je Kristina Božič, sem novinarka in najprej bi se rada zahvalila Valentinu Vodnikovi domačiji, Divji misli, ki so pomagali pri organizaciji gibanju za pravice Palestincev, ki bo v aprilu prek ekranov k nam pripeljalo tudi palestinskega pisatelja, odvetnika in aktivista Radža Hadeja. Zahvala tudi založbi CF, pri kateri je izšlo delo Radža Hadej Palestinski sprehodi, pa tudi recimo knjiga Zapiski o okupaciji Erika Hazana. Predvsem pa zahvala velika tudi vsem, ki danes tako ali drugače sodelujejo na današnjem dogodku. Seveda ne bomo govorili o vsem in vseh tistih, ki povezujejo prostor Slovenije in Palestine, bomo pa govorili o nekaterih, ki to vsekakor so in ki ponujajo ta most. Veliko veselje in čast mi je, da lahko prek ekrana v živo pozdravim novinarskega kolega Ervina Hladnika Milharčiča, ki je bil, zdravo Ervin, ki je bil tudi zadnji časopisni dopisnik v Jeruzalemu iz Slovenije. Vesela pa sem, da bomo lahko v sam dogodek danes vključili tudi naprej pripravljene posnetke pisateljice Vidat Tamimi, založnika in pesnika Mohameda Abdula Monema, novinarja in pisatelja Andraža Rožmana ter Mohameda Al-Boraja. Vsem se jim iskreno zahvaljujem za njihov čas, za prijaznost, da so bili pripravljeni nekako sodelovati pri oblikovanju in pripravah na nocojšnji pogovor. Zdaj pa mogoče, da jaz ne bom predolga. Ervin, ti si preživel večkrat, dalj časa, dolgo let, veliko let, pa hkrati tudi kratek čas. Pogovarjala sva se, da zdaj že kar nekaj časa nisem bil v Palestini, na Zahodnem bregu, v Gazi in tudi v palestinskih taboriščih okrog. Kaj so zate zgodbe, ali pa če je mogoče ena sama, ki nekako najbolj povezuje prostor oziroma kulturni prostor Palestine z našim prostorom, s prostorom, ki ga poznamo? Ja, dobro večer, Kristina. Veš kaj, najprej en droben popravek. Mislim, da je bila zadnja dopisnica časopisna iz Jeruzalema Barbara Šurk, ki je bila tam med drugo intifado in je opravila sjajno delo. Med drugim je bila zraven, ko so izraelski tanki šli na Dženin in je napisala ena najbolj fenomenalnih reportaž o direktnem soočenju Palestincev in izraelske vojske, tega ne gre pozabiti. Veš, to vprašanje, zakaj Palestina? Če rečeš Palestina, v normalnem Slovencu, če smem tako reči, vzbudi neko čustvovanje. Veliko bolj, kot če rečeš Centralnoafriška republika, ali pa Kongo, ki je te dni popularno zaradi drugih razlogov. Če rečeš Palestina, hops, nekako se zdi, da vsi vemo, zakaj gre, pa da smo na nek način povezani. Zdaj vprašanje, zakaj? Zaradi tega, da so tam Kristusa križali v Jeruzalemu, zaradi holokausta, zaradi odnosa, ki ga imaš do drugih kultur. Veliko razlogov je, zakaj čutimo, da smo s tem povezani. Tako, približno se vsak počuti povezan s tem koncem sveta, se mi zdi, veliko bolj kot z drugimi. Je pa nekaj ljudi, ki so zares povezani, ki nas vežejo s to državo na deželo, recimo država še ni, na take zares ganljive načine. En je Marko Flisek, ki je pisal o Palestini, tudi med drugim je diplomiral iz Arabcev v Izraelu, Cisjordaniji, kot je zapisal v naslovu diplome, in Jordaniji. Marko Flisek je pri 16 letih, doma je nekje tam gor z severa, iz Celja, se mi zdi, iz tistih krajev, je šel v Palestino in si priključil Fedainom v 60 letih. V palestinsko vojsko ga je sprejel Abu Džihad, ki so ga potem Izraelci v Tunisu ubili. In Flisek je bil
je bil fedain, je bil s Palestinci v njihovih bojih v Jordaniji in v Libanonu in je potem se vrnil v Slovenijo in delal na banki, kjer je pisal profile držav Jordanije, Libanona, Saudske Arabije in svetoval poslovnežem, kako naj operirajo v teh državah. Ostal je pa, rekel, palestinski nacionalist in velik Slovenec, če smemo o tem tako reči. Ko sem jaz živel v Jeruzalemu, enkrat prišel k meni, pa je rekel, poslušaj, a me pelješ v Gazo, ne? Pa sem rekel, a imaš papirje? Ker mislim, da so ga po 5 ali 6 letih ponovno so mu dovolili obisk Jeruzalema in je rekel, že jaz to uredil, ti me sam pelji, pa sem ga jaz dal v Čerokija, so se zapeljali do Gaza, sem rekel, kam pa greš? Je rekel, grem v Abu Amariju. Za Jaserja Arafata. In sem rekel, kako misliš pa tja priti? Je rekel, povabil me je na iftar, bil ravno Ramadan. In so šla pod večer v Gazo in je bilo zelo prijetno, jaz sem pričakoval, super, ne? Grem z Markotom Fliskom, enim od junakov palestinskega boja, na iftar Jaserju Arafatu. Ne? To bo lepo. No, smo prišli pred vrata tega Arafatovega štaba in je Marko šel ven in rekel, živijo, nazaj bom pa sam najdu. Ne? Pa sem rekel, bi šel s tabo, ne? Je rekel, veš, Abu Amariju priješ samo tako, da te povabijo. Ne? In je pač na vratih so bili, straža so bili stari fedaini, veterani iz vojn, ki jih je Arafat pripeljal s sabo nazaj v Gazo in so potem pozdravljali in objemali Markota tam, mislim, da so upravljali Slovena, nekaj podobnega. Ne? Jaz sem pa pač ostal pred vrati, obrnil avto in šel nazaj v Jeruzalem, ne? S tem občutkom, da sem imel to veselje, da človeka, ki neposredno povezuje palestinski boj za osvoboditev izpod okupacije s Slovenijo in njenimi boji, da sem pač lahko bil njegov šofer. Tako da te vezi so bistveno bolj izraz je verjetno kompleksne od tega, kar si lahko predstavljamo. Ne? Grejo pa še čez druge knjige, ki jih lahko potem omenimo. Okay. Tako, zate, kdaj je težko, glede na to, da imamo 2 milijona Palestincev v Gazi, 3 milijone na okupiranem Zahodnem bregu, slaba 2 milijona znotraj države Izrael, ki je nastala leta 1948, po ocenah Združenih narodov okrog 6 milijonov po celem svetu, ki živijo kot begunci palestinski. Mislim, se da o tem prostoru, o tej domišljiji, o teh izkušnjah sploh govoriti kot o enovitem pojmu, ali je to v bistvu nekaj, kar je preveč zahtevno? Mislim, sploh za nekoga, ki se mora držati na nek način realnosti, resničnosti, novinar, ki naj bi opisoval to resničnost. Skratka, je zgodba političnih procesov, mirovnega sporazuma, o čemer smo veliko recimo jim brali, in potem so vse te zgodbe, ki se dogajajo vsak dan v ljudi, ki pa živijo okupacijo. Mislim, je bilo to zate težko, je to težje kot drugje po svetu, glede na intenzivnost, v bistvu prisotnosti okupacije, ali je zaradi tega lažje? Jaz sem prišel na Bližnji vzhod po 5 letih jugoslovanskih vojn. Ne? Vse je bilo lažje od Bosne. Tako da naša balkanska izkušnja, vključno z našo, je bistveno bolj neprijetna, kot je bilo karkoli, kar se je zgodilo v Palestini. Jaz sem potem 3 leta dobro živel s Palestinci in z Izraelci. Ne? In to, kar je treba vedeti, ne? Kar je z novinarskega pogleda pomembno, je to, da če rečeš Palestinci, Izraelci, ne? To ne govoriš o nekih monolitnih, kot si ti rekla, pojmih. Ne? To so zelo raznorodne, barvite, notranje, konfliktne in cvetoče družbe samih protislovij. Če se zadržimo, skratka v Izraelu imaš od Haredijev, ki živijo v Mea Šarimu v Jeruzalemu in so popolnoma ločena otok verskih blaznežev judovske vere, ne?
do popolnoma liberalnega okolja v Tel Avivu, ki tako rekoč ne vidi, ne ve, ne čuti nobene zveze z okupacijo in čemrkoli, do vojakov na checkpointih, ki zapirajo in odpirajo poti. Palestinci so pa Palestinci v Izraelu, Palestinci na Zahodnem bregu, Palestinci v Gazi, znotraj tega so staroselci, ljudje, ki so ostali tam, kjer so se rodili, med njimi so begunci, množice, tisoči, begunska taborišča in stara mesta. In vsak ima neko svojo drugačno kulturo, lahko rečemo, pri tem, da so vsi Palestinci, so narod. Imajo nacionalno identiteto, nacionalno politiko in tudi svojo nacionalno kulturo, vsaj z par imeni, svojo zgodovino in so ne glede na to, kako zelo se Izrael v zavezništvu z Združenimi državami poskuša dokazati, kako se trudi, da bi dokazal, da Palestinci niso narod, da so zmišljotina, pač lahko kadarkoli predložijo sami sebe kot dokaz, da so, da obstajajo in da imajo vse značilnosti nacije. Zdaj, znotraj tega, kot novinar, jaz sem se držal enega preprostega pravila. Pisal sem samo o tistem, kar sem videl in kar sem razumel in poskušal govoriti z vsemi, ki so bili pripravljeni govoriti z mano. Ta izkušnja je bila izjemno bogata, zato ker sem moral iti skozi transformacijo lastnih predstav o tem, kaj so Arabci, kaj so Judi, kaj je Bližnji vzhod. Ker sem prišel tja s tem običajnim naborom orientalizma, ki ga človek se nabere od osnovne šole do čez filme in literaturo. Da sem prišel do nekaj par zelo preprostih sklepov, da imam, recimo, da opisujem še zadnjo zares klasično kolonialno situacijo na planetu, kjer prihaja do ekspanzije enega naroda na račun osvajanja ozemlja drugega. In to ni nekaj abstraktnega, ampak čisto fizično, ko zginjajo vasi, ko zginjajo obdelovalna zemlja in oljčni nasadi in pomarančevci, ki so del pač naše romantične perspektive o Palestincih, ampak tudi to izginja. Znotraj tega bom še enkrat rekel, da treba je pogledati, kaj je Barbara Barašurk pisala, ki je pisala v dosti bolj zanimivem obdobju, ko je za mano. Jaz sem pisal v obdobju mirovnega procesa, največje politične goljufije, kar sem jih videl v svojem novinarskem delu. Ona je pisala potem o intifadi, o uporu Palestincev do rezultatov tega mirovnega procesa, ki so bile devastantne. In znotraj tega sem bil predvsem politični novinar. Mene je zanimal politični okvir in politično delovanje znotraj tega, ki vključuje, je dva pola. Eno je PLO, Palestinska osvobodilna organizacija, na drugi strani je pa Hamas, muslimanski bratje. In to sta dva zelo različna politična koncepta znotraj palestinskega naroda. PLO, to Arafatova dediščina, je panarabski nacionalizem, je palestinski nacionalizem, je narodnostna politika, identiteta znotraj tega, kar je Nasser z egiptovsko revolucijo prinesel v arabsko politiko, namreč to samozavedanje, da smo Arabci, da so politični subjekt in znotraj tega, da se razlikujejo v različnih državah, kjer živijo. Ampak to je, Arafat je predstavljal palestinski nacionalizem. Šejh Jasin na drugi strani, ki je bil vodja Hamasa, muslimanski brat, je predstavljal panislamsko politiko. In če predstavi na najbolj osnovni način, v čem je razlika znotraj palestinskega naroda samega okrog tega. Parkrat sem intervjuval Arafata, ki je vedno znova pokazal na zemljevid. On se ukvarjal z mejami palestinske države, a bojo v okviru meja razdelitve Združenih narodov iz leta 1948, a bojo v okviru meja iz leta 1967.
ko je Izrael zasedel Zahodni breg in Gazo in tudi Sinaj in potem. Ali bojo kakšne druge meje, ki so zdaj začrtane v mirovnih sporazumih. Ne? In to, govoriti s palestinskimi politiki, ki so išli iz palestinske osvobodilne organizacije, je bil vedno pogovor o mejah, ki je bil meni blizu, tukaj sem doma iz Nove Gorice in sem ob meji živel celo življenje in vem, kaj meja pomeni, ne? Tako čisto intimno, ne zgolj politično. Na drugi strani sem pa s šejhom Jasinom, ko sem ga intervjuval in sem ga vpraševal, kako te meje, veš, ko je bil v Jordani, v Saudski Arabiji, v Sudanu, in me je tako pogledal, rekel Ordon, Jordanija, El-Masra, Egipt, Sudanija, Saudija, to je nič, to so črte v pesku, ne? Mi smo muslimani. To je, skratka, na eni strani panislamska identiteta, na drugi strani palestinski nacionalizem. To je ena od osi, oziroma to sta dve osi, skozi kateri sem jaz ščitil palestinsko družbo in katere se umeščajo vsi ljudje, ki bodo danes tukaj govorili na tak ali drugačen način. In ki danes ne živijo dosti jasno tudi že pod sistemom apartheida, ampak zdi se, da palestinska zgodba, ne, in tudi ta kulturni prostor vse bolj ravno tudi zaradi nasilja in begunstva, ki ga povzroča, sega tudi onkraj. In zanimivo je Vidat Tamimi, pisateljica, ki z družino živi v Sloveniji, v Ljubljani, trenutno sicer se nahaja mislim, da na Sardiniji, napisala je to prelepo knjigo, da ne vem, kako vam jo pokazati, Vrtnice vetra, in v bistvu bila je dosti prijazna, da je pripravila posnetek in svoj razmislek o tem, kaj danes pomeni palestinska kultura, ker se mi zdi, da je lepo lahko izhodišče tudi potem za nas, da odpremo še nekaj tem in vprašanj, ki jih ne bo malo, se jih še kar nekaj obeta. Hkrati tudi povabilo vsem, ki gledate, če imate kakšno vprašanje, če želite, da ga vključimo v današnji pogovor, nam to sporočite prek Facebooka, mi ga bomo potem poskušali proti koncu vključiti. Zdaj pa bom jaz prosila, da pogledamo v bistvu razmislek Vidat o tem, kaj pomeni palestinska kultura oziroma palestinski kulturni prostor in kako povezuje nas z njim oziroma njega z našim prostorom. Hello everyone, thank you for inviting me today and for organizing this event. When Christina sent me the first information about the event of today, I found impressive the connection between the main line of conversation of this meeting and my upcoming novel. Le Arance di Jaffa, in fact, is based on a true story that linked a Palestinian family to a Slovenian one. Nonetheless, I decided not to talk about it today, not to keep the plot of my work secret, of course, but instead because I wish to focus on topics that I hope will be more relevant for the discussion of today. In 2011, the English novelist Ian McEwan, addressing his remarks at the opening ceremony of Jerusalem's International Book Fair, said, "In the UK, novelists were free to choose how much to write about politics. Here, for both Israeli and Palestinian novelists, the situation is always there. It is a creative struggle to address it and a creative struggle to ignore it. Even if this is referred to novels, this is true, I believe, in all fields of art, and not only. I often recall a talk I once had with a dear friend, an Israeli friend. At that time, we were attending a Master in International Law at SOAS, School of Oriental and African Studies in London, where she's now professor. During that time, going through a hard time of her life, she started visiting a psychologist on a weekly basis, and she confessed me. She would talk for more than half of the time on the chair of her therapist about politics. She told me it doesn't matter how far we go live. The Palestinian-Israeli conflict follows us wherever we go, and it has shaped our personality, our beliefs, our perception of the world, just like a mother and a father do. This is why, sitting down in front of my therapist, she said,
I not only talk about my parents, I talk about our land, about our conflict. I belong to the second generation of refugees, and I know that the conflict, the Palestinian-Israeli conflict, had an impact on my life too, and on my writing, of course. Palestinian authors, both those who live in the occupied territories and those who live in exile, just like my Israeli friend, cannot ignore nor avoid the experience of the conflict. It influences their lives, their choices, their profession, and in the case of artists, their art. It becomes the origin and the aim of its message. Edward Said, who was professor of literature at Columbia University, described the experience of exile as particularly painful and unjust, of course. And yet, he often used exile as a metaphor to describe his vision of the intellectual, who needs a critical and detached perspective from which to examine his culture. From an intellectual point of view, he said, the exile represents a dynamic position, a fertile terrain for critical thinkers. In poetry, I think this is very well translated in the verse of Mahmoud Darwish. He wrote, "We have a country of words." What did he mean? The absence of a state, the loss and consequent painful grief that one experiences for the homeland is filled up with words, those of the poet, who has the delicate task of universalizing a collective emotion. Art is a means of communication. It gives the opportunity to the artist to shape and translate a reality and the resulting emotional state of mind that humans experience into a language that can be decodified by the others. It stimulates emotion and often brings a message. Shouldn't surprise then if the etymology of the verb to communicate finds its origin in Latin, and it comes from two words, cum, which means with, and munere, which means to donate. It is in fact a gift, a positive action that links at least two people to become a possibility to give a chance. Artists and writers are not an exception to this. They tell a story which might bring a message or at least tickle an emotion. As the English writer Ian McEwan pointed out in 2011, Palestinians struggle to tell a story that eludes the experience of the conflict, regardless of the position they live in, inside of the occupied territories or outside if they live in exile. I would like to mention another American author, Jonathan Goshal. He is author of the book, The Storytelling Animal. He well explains the evolutionary mystery of storytelling, about the way we shape stories and how stories shape us. But the purpose of this process, which involves two sides, one that tells a story and the other one that listens to the story, what is the purpose of it? What is this munus, the gift that is involved in the process? In his book, Goshal mentions several researchers. I would like to mention especially one, Keith Otley, psychologist and writer. In explaining the role of fiction in our lives, he uses the metaphor of flight simulator. What is the flight simulator? It is the one that allows pilots in training to safely and quickly learn how to deal with all sorts of problems that might happen in the air. Fiction, he says, allows us to experience emotions in a safe place, training us to understand ourselves and the others. So if we translate this into novels, into short stories, it is reading and feeling the emotions of a character who's living a war, for instance, sitting down on a couch in our safe living room and feeling nonetheless the emotion of someone else. So he writes that through a series of studies, we have discovered that fiction at its best isn't just enjoyable. It measurably enhances our abilities to empathize with other people and connect with something larger than ourselves.
This is what ultimately happens also with Palestinian literature. Palestinian writers, and between them second and third generation of refugees are often included, tell a story, the story of a conflict, a story of exile. Through a novel, through a short story or poetry, we are exposed to the life of others, their experiences and their emotions. Readers become part of the story. They have the opportunity to live emotions and experiences they might never live in their life. This is the munus, the gift, that needs at least two parts to be shared, a person that donates it and a person that accepts it. It brings me back to the Socratic paradox. I know that I know nothing. Tells us that a wise man is not the one who knows everything. On the contrary, he is the one who realizes that there is so much more to learn than what we already know. He therefore accepts the story that the others tell him as the opportunity to enlarge its knowledge and his awareness of the complexity of life. He welcomes the munus. He welcomes this gift. This is the responsibility that I personally feel, and not only as a writer, but also as a reader, being fully convinced that empathy is the ability that one has to put himself in the shoes of another, and is the only way to create a world based on more equal principles. Literature is a means to inspire and stimulate social intelligence. Thank you very much for your attention. Če ti mene slišiš, Kristina, jaz tebe ne slišim. Ok, zdaj pa se slišimo, ne? Ja. Ok, v redu. Vidat, mislim, da je zelo lepo in celostno nekako ujela, se mi zdi, to, kar marsikdo, oziroma to, k čemur marsikdo teži, ko pripoveduje zgodbo. In novinarji, ne glede na vse, se mi zdi, smo tudi pripovedovalci zgodb, s katerimi želimo mogoče ne toliko samo zbuditi čustva, kot tudi razložiti svet. In zdaj, to je osebno mnenje, pri svojem najboljšem delu svet približati, nam pojasniti, zakaj je, čeprav je mogoče nekaj na drugi strani planeta, pravzaprav pomembno in blizu nas, zakaj nas zadeva. Zdaj, ko govorimo o Bližnjem vzhodu, še posebej se zdi, ko govorimo o Palestini, zelo hitro ljudje pomislijo na konflikt, na vojno, na nekaj, kar je težko razumljivo, na okupacijo. Je okupacija oziroma razumevanje palestinskega prostora skozi okupacijo postala del problema, ki ga je Edward Said opisal kot orientalizem? Ja, to si dvakrat obrnila zdaj, ne? Vprašanje. Mislim, vprašanje je dobro, ne? Skratka, ko gledamo Palestince in vidimo samo konflikt, ne? A vidimo samo svoje fantazije, ne? Jaz mislim, da ne. Mislim, da je ta konflikt nekaj zelo resničnega, da je tam in da res določa ne samo naš pogled, ne? Ampak tudi pogled ljudi, ki tam živijo in ljudi, Palestincev, ki o tem pišejo, in Izraelcev, ki o tem pišejo. Ne? Zdaj, Vidat je omenila dva človeka, ne? Edwarda Saida pa Mahmuda Darwiša. Edward Said je meni obrego odprl oči o samem v sebi. Ne? Ko sem jaz leta 1995 prišel v Kairo, sem bil polhan vseh teh fantazij o Bližnjem vzhodu, ki jih on postavi pod kategorijo orientalizem. Evropejci sanjamo Bližnji vzhod. Ne? Od odalisk, ki plešejo v haremih, do Arabcev, ki so neskončno zviti, ampak hkrati neumni ko noč, neskončno bogati, ampak veliki reveži. Skratka, vse, kar nam je kolonialna literatura o njih povedala, ne? In o Palestincih ali kot teroristih ali kot žrtvah. Skratka, mi sanjamo to so fantazije. Ne? Ko se sooči z resničnostjo, bi moral človek pisati o nečem drugem. Zdaj, to, kar Edward Said pravi v svoji knjigi Orientalizem, je, da tudi ko začnemo mi
rečemo, da smo mi zahodnjaki, čisto za potrebe tega pogovora, pisati o vzhodu, smo še naprej orientalisti. Ne? Tako da, morebiti imaš prav. Ampak, veš, obstaja proces, vsaj poskusov, kako priti k pameti. Ja, jaz sem ga dal skozi, jaz sem moral pisati o Bližnjem vzhodu od prvega dneva, ko sem prišel tja, in sem seveda začel s tem, da vse, kar imam, je to, kar sem pobral od Lawrencea Darrella in Aleksandrijskega kvarteta in več podobne literature. Ne? In že Nagib Mahfouz je bil pretežak, zato ker je tako strašno realističen, ne, v tej trilogiji, ki je tako fancijajno prevedla Barbara Skubici in je dostopna v slovenščini, in če hoče kdo trpeti, mu jaz to zelo priporočam. Ne? To je branje, po katerem se je treba potruditi, da priješ do konca, ne da ti zlomi srce. Mahfouz je genij, Egipčani znajo lomiti srca. Ne? In čisto po neki seriji zelo lepih naključij sem se jaz takoj na začetku znajdel na Al-Ahramu pri Haniju Šukralega, ki je bil urednik angleške izdaje. Njegovi pisci so pa bili Edward Said, Mahmud Darwish in skratka vsa ta plejada veliki, Mohamed Haikal, velikih piscev. Ne? In tako sem gledal, pač Hani mi je rekel, če bi jaz tudi pisal za Al-Ahram, sem rekel z veseljem, njema ga zanivala Bosna, refleksija Srebrenice in teh naših tragedij. Ne? In sem se znašel v tej seriji piscev, ne? Kar mi je, moram reči, zelo pripomoglo k dvigu samozavesti. S čemer sicer nisem imel težavno, ampak to je pripomoglo. Ne? In sem potem po naključju, tam zraven Tahrirja na ulici Qasr al-Nil je ena prelepa knjigarna, ki se reče Orientalist. Tam sem jaz kupil Orientalizem, prvo izdajo, knjigarna, ki prodaja rabljene knjige. Skupaj prvo izdajo Saidovega orientalizma. In zato začel brati že kar po cesti, tam je ena zelo lepa kavarna Horeja, se kliče, v neposredni bližini, in se bolj pozabil iti domov. Ker sem odkril, da Said piše o meni. Da vse neumnosti, ki so v moji glavi, vse najbolj trapaste predstave o Bližnjem vzhodu, ki jih on, kot profesor komparativne literature analizira, so moje predstave. Ne? In sem potem ta leta, ko sem jih preživel na Bližnjem vzhodu, preživel v polemiki z Edwardom Saidom, ki kot profesor na Columbiji v New Yorku, ki govori angleščino z naglasom, ki se jo je naučil v šolah v Kairu in Jeruzalemu. Tako, kot Vidat govori angleško z italijanskim naglasom. To je palestinska kultura. Vsi pač imajo 3 ali 4 naglase v sebi, ne, in 5 jezikov, ne, poleg arabščine. In jaz sem tam skozi pač prišel do razmišljanja, ne, veš, da je treba Arabce vzeti zares, ne kot neke sence, ki se premikajo, ne kot te ljudi s turbani in smešnimi inštrumenti v rokah, ne, ampak kot profesorje literature, umetnike, pisatelje, inženirje, ljudi, ki so delali namakalne prekope, glasbenike. Ne. In sem jih začel tako počasi, sem se tudi sam jaz sem tudi ena od teh živali, ki jih Vidat omenja. Jaz sem žival, ki pripoveduje zgodbe, od tega živim. The story making animal, kot bi rekel Engels. In sem potem začel o njih pripovedovati skozi to, kar poskušati razumeti, kaj so. In isto metodologijo potem na Izraelce prenesti. Vedoč, da to, kar definira poglede, je po moje najlepše z ene večerje, ki smo imeli doma v Jeruzalemu, ko smo povabili prijatelje v hišo. Sem povabil jaz Rafija Benvenistija, ki je bil polkovnik izraelske vojske,
ki je sprejel ključe Betlehema leta 1967, ko se je mesto vdalo Izraelcem, ne, ki ga je on zavzel, on je bil osvoboditelj Betlehema, ne, kraja Kristusovega rojstva. In Hišam Abdalo je bil moj prijatelj, bil pa sin Abu Mašurija, ki je bil Arafatova zveza, ko je bil Arafat v Libanonu, zvezan z Jeruzalemom in Bejrutom. In sta sedela tam in je Rafi pogleda Hišama, pravi, kot pa ti, govorili smo angleško. Pa on pravi, jaz sem od tukaj, kako od tukaj, od kje, pravi tam čez, živel v Ramali. In pol tako nekako, Hišama je to neskončno zabavalo, da ga malo vleče za nos. In pol je rekel, jaz sem vaš sosed, I'm your neighbor. Pravi, kje, kako? Pol je rekel, I'm a Palestinian. In pol je nastal tak zanimiv trenutek, ko se je Rafi tako zamislil, kaj je zabredel. Njegova žena ga je pa, ki je bila bistveno bistrejša od njega, Ruti ga je s komolcem tolkla in neha pač siliti v nesrečo, ampak je nadaljeval. No, ampak kar se je tam izkazalo, Rafi je bil tam okrog 60 let star. Bilo je prvič, da sedi za isto mizo s Palestincem, rojen v Jeruzalemu. To je, skratka, srečuje Palestince v uniformi, ko je zavzel Betlehem, srečal jih je v bitkah med Zahodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom, nikoli pa ni sedel s Palestincem za isto mizo, do tistega trenutka. To je, kako rekel, resničnost teh pogledov, ki jih velja razumeti, da je ko opisuješ, ko rečeš konflikt, mislim, to si misliš, bombe, streljanje, vojaki s puškami, to je en aspekt konflikta, resničen in tam je, ampak konflikt je od tega vsakdanjega življenja, izogibanja, prepovedi stikov, nemožnosti komunikacije, nerazumevanja jezika, da imaš dva človeka, ki živista mogoče 10-15 km narazen, in lahko komunicirate samo v angleščini, zato ker Hišam je znal hebrejsko, seveda, medtem ko Rafi, mislim, da tudi Salam Aleikum ni znal reči. Skratka, nista imela, edini skupni jezik je bil angleščina. In tukaj, drugi bil pa Mahmud Darwiš. Jaz sem bil pol s Saidom neprijetno izkušnjo v Izraelu, ko biti novinar, ni zmeraj prijetno. Jaz sem hotel intervju z Saidom delati, in kako rekel, bo vraga, on govoril še z enim novinarjem, ki je prišel iz Evrope, da bo pismo palestinsko-izraelske konfliktu, me sploh ni resno vzel. Bil je pa stanoval pa eni moji prijateljci in tako sem tako tja prišel, ampak nisem prišel daleč, to mojo željo po pogovoru. Mahmud Darwiš je pa pesnik, ki mislim, da najbolj zveže to politiko, nacijo in umetnost. On je simbol palestinskega boja. Ta njegova pesem Napište, da sem Arabec, je tako rekoč himna PLO-ja, mislim, to je pesem, ki jo znajo vsi Palestinci. Mogoče pri Hamasu ni tako popularna, ampak vsi bolj laično razpoloženi Palestinci zagotovo jo poznajo. Jaz bil prav s Hišamom me enkrat peljal v ta kulturni dom, ki so ga v Ramali naredili Japonci, in Darwiš imel recital poezije. Seveda poezija recitirajo v arabščini, ne glede na to, da je imel angleško govorečega človeka v publiki. In jaz vsako peto besedo razumel. In meni se mi je zdelo, da pač on recitira tam te svoje nacionalistične pesmi. Ena se mi je pa zdela, da tako da še posebej enfatično pripoveduje. In spod Hišama Butno se rekel,
Zdelo se mi, da je rekel, veste, da za o kavi nekaj govori, ne, večkrat je menil, se je rekel, čem je ta pesem. In pol je rekel, tem pol povedal, ne. In pol, ko je bilo konc recitala, sem rekel, kaj je bilo tisto? Je rekel, da ni izbral. Sem rekel, ja, sem bral Derviša. Kaj pa je bilo to? Je rekel, to je pesem o tem, kako si moraš prvo kavo zjutraj sam skuhati. Ne? Da vse ostale čez dan ti jo skuhajo drugi, zjutraj prvo se zbudiš in si jo moraš sam skuhati. In pa si jaz rekel, in kakšno zvezo ima to s palestinskim bojem za osvoboditev izpod okupacije, glede na to, da smo Derviša tako percipirali, ne? In je Boris Šam rekel, ima veliko zvezo. Ne? Sem rekel, normalnost življenja ima veliko zvezo z bojem proti okupaciji. Ne? To je pesem o tem, kako živimo normalno življenje, kako se najprej spogledamo sami s sabo in potem čez dan sprejemamo gostoljubje drugih in živimo v skupnosti in tako naprej. Ne? In je ta svet, ne? Ta rekel, svet detajlov nam potem pogosto vide, ko se na Palestino ozremo, samo takrat, kaj počik je. Ne? In ja, kot orientalisti lahko vidimo Palestince samo kot žrtve, ne pa kot neko produktivno družbo, ki v težkih okoliščinah proizvede marsikaj in tudi marsikaj lepega. Ja. In mislim tako, da kar na zelo žalosten način prihaja v Slovenijo v bistvu prek, tudi zaradi tega, ker so del naše družbe vse bolj begunci, je tudi na nek način vse bolj neposreden stik z njihovo izkušnjo. In ena takih zelo dragocenih izkušenj je tudi tale knjižica, ki jo je napisal Mohamed Abdul Munem. Meni v bistvu je zanimiva, Mohamed je tudi poznal Derviša in veliko piše, govori o njem, ampak predvsem govori tudi o neki čutnosti, ki je tako zanimiva v tem, da preseneti oziroma mogoče gre onkraj stereotipov, ki jih imamo. In zdi se mi tako, da govori tudi o tem ravno, kako pomembno je, da ima človek, ne glede na to, kje, kdaj se znajde v življenju, možnost si skuhati sam svojo kavo. In tako se mi zdi, sem v tej izkušnji glih tega, kar si ti rekel, Ervin, da beguncem konec koncev oziroma prosilcem za azil v Sloveniji dostikrat ta možnost skuhati si lastno kavo zjutraj ni dana. Ampak vsekakor so to ljudje, ki se izredno borijo, vztrajajo v tem našem okolju. In Mohamed je tudi v bistvu podelil z nami par besed. On sam je tudi v bistvu begunec, verjetno bi se temu rekli druge generacije. Njegovi starši so bili pregnani iz Palestine. On je potem zdaj bil pregnan iz Sirije in se je zatekel v Slovenijo, živi v Ljubljani. Pogovor je nekako zeditiran na najboljši možen način, tako da mogoče prisluhnemo zdaj njemu. We must to touch their feeling when we speak about the culture, how go in the people, how they have feeling with your mentality, how they have feeling with your opinion. You must to touch them to write for them with deep feeling, not with just I talk about my problem. No. Here when I am coming to here, I'm changing more my my opinion. How I can talk for Slovenian people and they understand me.
Today, I am 5 years here in Ljubljana, and I'm meeting a lot of people. They, of course, they start to understand Palestinian people. First, they understand Palestinian problem from the media, not from me or from the culture. The media, it's more important for the people to build their opinion about some problems. But when we start to publish the book, to translate this book to Slovenian language, of course they have more and more understand this problem. When we talk, when we meeting together in the project or in the events, they ask, and they now I think they understand better the Palestinian problem, Palestinian people problems also. We cannot talk about one book or 2 books or 3 books. The culture is very big books and very big time. You need big time to meeting with the people, to talk with them, to watching video, to see the pictures, to visit also Palestine, to see how the people living there. It's not just one book. Of course, a lot of books are important, but you need to first to translate it to Slovenian language. We don't have a lot Slovenian books translate from Arabic books to Slovenian, just maybe 2 or 3 books. It's very poor for the Slovenian culture. Okay. Zdaj, Ervin, jaz spomnim se, ko si pisal iz Irana, si pisal o tem tudi, kako ljudje na ulicah Teherana citirajo Žižka. Pa me zanima o tem, kar je Mohamed govoril, ne? Treba si vzeti čas, treba srečevati ljudi, se pogovarjati, najdeti na nek način jezik, ker se pa tudi zdi, da vedno najdemo jezik, ne? Ker vem, da tudi moja izkušnja pol v Iranu je bila včasih, da se zdijo ljudje v Iranu ti bližje, kakor konec koncev ljudje v Sloveniji, ne? Če na nek način gledamo iste filme, se pogovarjamo o istih stvareh, mogoče pogledamo na svet z podobnim pogledom. Kaj je po tvojih izkušnjah bilo tisto, kar je recimo Palestince zanimalo o slovenski izkušnji, o evropski izkušnji, in pa kaj je tisto, kar naletiš najpogosteje, da Slovence zanima mogoče o Palestini? Torej, kaj je zgodbe, ki si jih želimo deliti? A veš kaj, ta človek od Hamasa, ne, do katerega si jaz najbližje prišel v tistem času, bolj enkrat kasneje sem prišel bližje, ampak v tistem času, da bi človek lahko rekel, da je terorist, ne, skratka, da je pripadnik oboroženega krila Hamasa, brigada Izzadin al-Qassam, ne, je bil Abdelaziz Rantisi, on je bil pediater v Gazi in sem ga jaz intervjuval, ko so v Jeruzalemu leteli avtobusi v zrak. Ne. To je bil človek, ki je mirnega srca rekel, dokler oni ubijajo naše otroke, bomo mi ubijali naše otroke. Ne. Na moje vprašanje se res splača otroke ubijati. Ne. Pač rekel, oni ubijajo naše, bi bomo ubijali njihove. Skratka, te vrste pogovor je to bil. Ne. No, bolj na koncu je pa rekel, kje pa si ti, pravzaprav ta tvoje vprašanja so nekam netipična, ne? In pa sem jaz rekel, da prihajam iz Slovenije. Slovenija. In pa sem jaz rekel, Slovenija kan zaman Jugoslavija. Skratka, Slovenija včasih bila Jugoslavija. Rekel, Jugoslavija. Rekel, kaj smo prej delal? Sem rekel, pa zdaj zadnja leta sem bil v Bosni. Ne? In je človek, ki je dobesedno ukazal napade na civilne cilje.
ne, temu rečemo, je prebledel. Rekel, ti si bil tam. Rekel, ja. Skratka, veš, človeka, ki je imel celo življenje opravka z nasiljem, ne, ki je bil žrtev nasilja, ki je bil instigator nasilja, ne, ki je praktično delal in kot pediater in kot vojak. Za njega je bila Bosna in popolna groza, nezamisljivo. Ne. In je pazi, človek, ki je imel Izrael za sovražnika, ne, je rekel, Izraelci kaj takega kot je Srebrenica nikoli ne bi naredili. Ne. Skratka, to je priznal sovražniku nek minimum časti. Ne. Skratka, tako da, a veš, podoba, ki imajo Palestinci o nas, ne, ni nujno podoba kot o teh prijaznih, romantičnih ljudeh, ki živijo pod Alpami. Ne. V nas pač vidijo rekel, zaveznike teh vojsk, ki so zažgale Bližnji vzhod. Ne. Namreč, zdaj, mi vsi gledamo iste slike, ne. Čez te ekrane, skozi katere tudi mi dva zdaj govorimo, ampak ne vidimo istih reči. Ne? Tudi ne vidimo istih zgodb. Ne? Tako da podoba, ki jo imajo Palestinci o nas, je podoba, ki jo imajo Evropejci. Kot v kontinentu, ki je sposoben zelo sofisticiranega izražanja sočutja do njihovega položaja in vedno, ko se je treba o čem odločati, se postavi kot zaveznik Izraela proti njim. Tako nas vidijo in razumejo. Jaz sem bil A lahko te vprašam, Ja. pa te bom prekinila, se opravičujem za to. Ampak a je tukaj, mislim, tako vidiš potencialno moč literature pri temu, česar verjetno novinarji ne moramo ali pa lahko manj delamo, ker zdi se, da novinarstvo ne s tem, ko poročaš o tem, kaj se dogaja, ko poročaš o grozotah, ne vem, apartheida, okupacije, in ker se nič ne spremeni, se situacija normalizira. Zdaj, Mohamed je omenil čustva. Je potencial književnosti še vedno, da spomne, da je nekaj okrutno, grozno, nesprejemljivo na drugačen način, kot to lahko naredijo novinarska poročila? Ja, je Vidad lepo rekla, ne? Veš, če sem prav razumel, da literatura ti omogoče, da čustveno izživiš tragedijo oziroma doživiš tragedijo v varnem okolju. Ne? Vse samo fikcija. Ne? To ti literatura omogoče. Literatura te lahko približa čustveno, ne? Ti omogoči, da dobesedno čustveno preživiš situacije, ki jih v resničnosti reši ne bi, ne? Ampak jih podoživiš v varnem okolju. Ne? Tako, ko gledaš grozljivke. Mislim, da ti je všeč, da te je strah, zato ker veš, da si v varnem okolju kinodvorane. To ti literatura lahko o takih situacijah da, ker ti nezamisljivo predstavi kot nekaj, ob čemer lahko čustvuješ. Ne? Kot novinar o tem pisati je zapleteno. Ne? Zapleteno je pisati o neskončnih krivicah, kot o nečem, kar se zares dogaja pred tvojimi očmi. Jaz sem bil enkrat s Predragom Lucičem v Hebronu, sem prišel tja, Predrag Lucič je bil urednik Feral Tribuna, moj prijatelj iz Splita, in smo prišli, je bilo pač velike demonstracije, so bile pa velike izraelske vojske in smo prišli k Palestincem in tam so bili eni ambulante, ne, in sem jaz sprašal prvega, na katerega sem naletel, ki je imel belo haljo, ne, bil zdravnik, sem rekel, fiše hidiljom, skratka, danske mrtvih, ne, in on je rekel talatin, ne, 13 jih je bilo do zdaj, ne, tako, bin grede, ne. Zdaj, to
to lahko napišeš, spade popolnoma, kako bi rekel, nečloveško, da nekoga tam zdravnika vprašaš, koliko je bilo 15, 13 v redu, napisal 13, ne, bomo pa videli, če še koga bomo poznal do 4. In potem je Predrag meni nekaj rekel po hrvaško, pa je ta zdravnik nazaj pogledal, ker se je že obrnil, pa je rekel, odakle ste vi? Pa je Predrag rekel, jaz sem iz Splita, pa je on rekel, jaz sem studiral v Zagrebu. Skratka, a veš, v Palestini srečati nekoga, ki je moral iti in se je potem vrnil, ne, in je, rekel, ima izkustvo begunca, ne, tudi v Ljubljani, ne, to je dobesedno na vsakem koraku. Ne. Ti tako rekoč težko srečaš Palestinca, ki ni potomec dobi, ki so bili izgnani iz Jafe, pa iz Hajfe, ali pa iz krajev, kjer je zdaj Tel Aviv, ali pa iz vasi, ki so zginile. Ne. Zdaj, te zgodbe napisati v novinarskem kontekstu, tako da bo bralec nekako razumel, kaj počneš, ne, kaj si videl. To je zapleteno, ker si omejen časovno, prostorsko, ne moreš poenostaviti stvari. Literatura ti omogoča, da bogatstvo teh življenj nekako podoživiš. Ne. Zato je treba brati literaturo. Ne. Poleg novinarskih tekstov, ki so nujni za razumevanje okvira, znotraj katerega se literatura dogaja, moraš brati literaturo, prav zato, da lahko čustvuješ, ne, in da nisi sposoben samo sočustvovanja, ne, in da mogoče skozi branje literature priješ do koncepta solidarnosti, ne, in do tega, da včasih povzdigneš glas, da to, kar se, vsaj to, da rečeš, da to, kar se dogaja Palestincem, pa ni prav. Ne. Medtem so naju tudi opozorili, da ne smemo pozabiti na Zahodno Saharo, če govorimo o kolonialnih projektih, ampak glede na to, da si ravnokar govoril o moči književnosti in tega, kaj nam omogoča, tudi kot novinarjem oziroma katero polje še odpira, bi jaz zdajle še predlagala, da pogledamo posnetek oziroma pogovor z Andražem Rožmanom, ki je napisal to knjigo, in sam pa v pogovoru tudi pove, kaj je njemu pravzaprav pomenilo srečanje z palestinskim kulturnim prostorom in zgodbami od tam. Meni je palestinska literatura, kultura odprla nek prostor kreativnosti, pač zelo je to vezano na Mohameda Al-Monema, na knjigo Tri spomini. Njegovo pomočjo sem vstopil v nek prostor, v katerega prej nisem znal vstopiti, ali pa mogoče niti nisem si upal vstopiti, ali pa mislil, da ne smem vstopiti do njega, ni to neposredno samo na vrsto literature ali pa vezano, ne, lahko to razširimo. No in potem sem z Mohamedovo pomočjo, ne, ko mi je rekel, lahko napišeš, kar hočeš o meni, pač o čemerkoli, ne, mi je tako nekako dal svet, se mi je nekako svet razprl, ne, sem dobil neko potrditev, da grem lahko pač naprej in nekako sem s to distanco, moral sem najti distanco, torej neko drugo kulturo, človeka od nekje drugje, da sem lahko prišel do bližine do tega človeka, do bližine splošno do literature, do bližine tudi marsikajšnega drugega človeka. Tako da nekako je to verjetno, da sem rabil, da v tem prostoru nisem zmogel najti svoje kreativnosti, najti svoje literature. Ne, ko govorim svoje literature, mislim s tem na knjige, ki jih berem, pa na to, kar pač pišem, pač sem potreboval nekoga druge literature, drugega človeka, da sem prišel do sebe. No, tako. Bistveno je bil ta vez, človeška vez, ki so jo z Mohamedom vzpostavila, ki mi je pripravila do tega. Za Mahmuda Darviša reče, da je pesnik upora in ljubezni, ne, in to lahko vidim pri njem, pa še v marsikajšni drugi knjigi, ne, se vidi to, da recimo v ekstremnih razmerah, ne, je literatura pomeni še več, je še bolj pomembna za upor, kot pa sicer. Ne. In Palestinci živijo so na okupiranih območjih
so podvrženi apartheidu, ne, in sem, tudi ko sem bil tam, recimo na Zahodnem bregu, sem videl, ne, da se mi zdi, da bolj živijo to, predvsem poezijo, bolj živijo vsak dan z njo, medtem ko je pri nas bolj na deklarativni ravni, ne, mi rečemo, ja, državo smo osnovali ne na kulturi, ne, ampak smo bolj malo slabo slamo refleksivni glede tega, kakšno državo pač kakšno državo imamo, kakšne ljudomrzne prakse so ukoreninjene, ugrajene v to državo, ne. Sicer imam verjetno bolj v Palestini verjetno precej romantičen občutek, ker je ne poznam dovolj dobro, ampak imel sem občutek tam, da s poezijo, z literaturo nekako bolj živijo vsak dan. Ne. Mogoče bi to povedal, ko sem bil v Nablusu v Zahodnem bregu, sem se pogovarjal z enim sindikalistom, ne, pa je rekel, ne, to, da se zdaj mi da tle pogovarjava, je neke vrste oblika upora. Sem rekel, ok, ja, mogoče, in pa sem razmišljal o tem, ne, in sem pač ravno sem rekel, jaz sem prišel tega, da je imel prav, ne, pač, da sem mi da lahko prišla skupaj, ne, sva oba mogla prej brati in razmišljati. In v teh razmerah, kakršnih živijo Palestinci, in tudi v Sloveniji vse bolj živimo v ekstremnih razmerah, je lažje razumeti, ne, da je že branje, pa razmišljanje, pa pogovor z drugimi, povezovanje med ljudmi, ne, da je to neke vrste upora, zelo pomembnega upora, ne, ker ves čas se nam postavljajo nove meje, ki mišljenje zmanjšujejo, ne, skozi manj je prostora za kvalitetne knjige, za kulturo in tako naprej. In nekako sem to lahko razumel, lahko sem pa tudi razumel to, da, ne, kar sem prej omenil Mahmuda Darviša, ki mu pravijo umetnik, pesnik upora in ljubezni. Ja, to je on upora, ampak ljubezen pa tudi lahko razumemo kot neke vrste upora. Ne? Kaj pa je ljubezen drugega kot upor proti ljudomrznim praksam, ki jih poznamo tako tle kot v Palestini. Ok, se slišimo. Ervin, zdaj ti si tudi, ko si pisal pred kratkim o sami koroni oziroma izkušnji s pandemijo, si omenil tudi pogovor, ki si ga imel s Hišamom, ki si ga danes tudi že omenil, tvojim prijateljem iz Zahodnega brega. In takrat, zdaj, če bom po svoje nekako povzela, ne, so bile njegove besede, da zdaj končno razumete, kar mi živimo vsak dan. Hkrati imamo recimo knjige Jeffa Halperja War Against People, v katerih opozarja na to, da izraelska praksa, industrija vojaška v Izraelu izvaža pravzaprav tehnologijo nadzora, tehnologijo preprečevanja dostopa tako v naša mesta, kot konec koncev na meje Evrope. Koliko nevarne so te primerjave, ki v resnici so simpatične in nam blizu in imamo občutek, da si približamo izkušnjo, univerzaliziramo, ampak koliko pa vendarle mogoče zmanjšajo teror, ki pa ga Palestinci živijo in ki je neprimerljiv glede na to, da živijo pod okupacijo vsak dan. Mislim, tako, skratka, kakšno vodilo ti tukaj ubereš, koliko univerzalizma velja upeljevati v vendarle različne situacije. Veš kaj, ko so nas zaprli, sem potem jaz poklical Hišama, preprosto zato, da mu dam veselje, veš, da rečem, da mi dva imamo zdaj vsaj eno skupno izkušnjo, dolgoletem prijatelj. In potem je on se rekel, daj mi nasvete, kako zdaj naj jaz preživim tole to obdobje. In ko preko glede to, da me človek dobro pozna, en od nasvetov, ki ga je dal, je to, da ne imam vedno doma veliko čičerike hrane, skratka je pomembno v teh situacijah. Zdaj, veš kaj, to, da Izrael izvaža tehnologijo nadzora in skratka, da smo od njega pobrali koncept varnostnih služb in tam vse te trapari, ja, mogoče je res.
Ampak ne gre, ni pa Izrael kriv za našo nesrečo. Mislim, ves ta nadzor, te prepovedi demonstracij, ta oduren odnos oblasti do ljudstva, ki prepoveduje z velikim veseljem, ne, to je naše delo. Ne moreš ti zdaj Judov kriviti za to, da so krivi, zato da se ti tvoj notranji minister obnaša kot da je gospodar tvojega časa in prostora. Ne? Tako, tukaj se mi zdi, da Ampak koliko smo pa mi del palestinske zgodbe vseeno? Glede na to, da Evropska unija financira palestinsko upravo, ne, deli stroške, ki bi jih Izrael sicer kot okupacijska sila mogel nositi. Mislim, to plačujemo mi. Kolikor je privlačna ta ideja, ne, da smo mi del palestinske zgodbe, ne, relevanten del, se bojim, da ne. Se bojim, da niti se ne moramo v svoji situaciji identificirati z njimi, ne? Niti mislim, da ne moramo nase vzeti tega, da smo mi zdaj tle važen akter pri tem, kaj se Palestincem dogaja. Ključni moment so tukaj Združene države Amerike, ne, ki bojo vedno podprle Izrael, ne glede na to, kaj naredi in kako postopa. Mi sodelujemo v evropski zgodbi, ne, ki je zgodba kontinenta brez politične identitete, brez politične vizije in brez kakršnih koli zunanje političnih kriterijev. V tem sodelujemo. Ne. V tem krogu pridejo noter pač Palestinci kot objekt naše pozornosti, ne? S temi drobnarijami, da Slovenija ne prizna Palestine kot države, da ima težave glasovati za pravice Palestincev v teh agencijah Združenih narodov. Ne? Ja, to je droben detalj, ki govori o tem, kako mi zelo poskušamo dokazati, da smo del kolonialne kulture Zahoda, ne? Ampak mislim, da je to precej neuspešno. Dokazujemo, ne, ker smo sami del kolonialnega gospodstva, ne? Tej čudni dinamiki, kot se zdaj razvijajo odnosi znotraj Evropske unije. Ne? Tako da mislim, da, a veš, kolikor je simpatično delati paralele, ne? Jaz mislim, da mi moramo razmišljati v evropskem kontekstu, tako kot so Palestinci prisiljeni razmišljati v kontekstu arabskega sveta in njegovega te neskončne želje Združenih držav Amerike, da bi jih z bombami prepričali, da sprejmejo vrednote, ki temeljijo na judeo-krščanski kulturi. Pri tem, da pazi paradoks, ne? Prej smo omenjali Edwarda Saida. Ne? Veš, ko se o Edwardu Saidu govori, se zmeraj doda, da je kristjan, naš človek. Ne? Sicer anglikanske, protestantske vere, ampak Kristus, ne? Je njegov Bog. Ne? Raža Šehadeh, ki si ga ti omenila, ne? Pri njemu študij v biografiji vedno našla kristjan. Ne, iz Ramale, naš človek. Ne. Mahmud Darwish, komunist, ne, član komunistične partije Izraela, član Mapaja, naslednika komunistične partije Izraela, je bil največji palestinski pesnik, ne, je bil član izraelske komunistične partije, ne, s celico v Haifi. Ne. In je potem iz komunističnega internacionalizma ga je zgodovina prisilila, da je postal palestinski nacionalist. Ne. In za Darwisha nikoli nihče ne bo vprašal, je musliman, je kristjan. Ne. Človek je komunist, kaj če biti ruska, ne. In so mu te reči tuje. Ne. Tako da, veš, pri vprašanju identitete mogoče se lahko identificiramo s Palestinci, če rečemo, mi smo Evropejci, ne, pa s tem sprožimo krohot okrog sebe. Ok, v redu. Bom zdaj v resnici izkoristila priliko, da vključim eno vprašanje, ki smo ga dobili, in sicer, kakšno je tvoje mnenje, kaj bi se zgodilo, če glede na to, da si začel precej politično, sicer si zdaj šel v drugo smer, ampak v glavnem, če Rabina ne bi ubili? Ičaka Rabina. Ja, Ičak Rabin je bil
prvo poročilo, ki sem ga jaz napisal iz Izraela. Prišel sem v Izrael prvič v jutru, ko je bil pogreb Jicaka Rabina v Jeruzalemu. Prišel sem iz Kaira, čez Sinaj in potem čez Gazo v Jeruzalem in zjutraj sem šel na pogreb. In sem o Jicaku doživel, Jicaka Rabina kot skozi te neskončno solzave zgodbe o tem neskončno dobrem človeku, ki je dal življenje za mir in tako naprej. Ne? Že takrat sem bil malo, tudi nisem bil zelo informiran o tem, kdo je Rabin sploh bil, ampak potem sem se pozanimal. Ne? Jicak Rabin je bil eden najbolj uspešnih poveljnikov izraelske vojske na Sinaju, ne? Bil je organizator vojne leta 1967, poveljnik generalštaba, mislim, da je bil takrat. In kot komandant Gaze je bil eden najbolj okrutnih komandantov okupacijskih sil v Gazi, ko so se med prvo intifado, ko so ga vprašali, kaj narediti s Palestinci, je rekel, zlomite jim kosti, zdrobite jim kosti. Skratka, potem je pa kot vojak prišel do sklepa, da Izrael ne bo imel miru, če se bo Palestincev loteval samo z vojaško strategijo. Šel je v politiko, ne, in je potem kot politik izpeljal načrt tega mirovnih sporazumov. Ne. Jaz, ko sem pisal o mirovnih sporazumih, sem pisal sem verjel tem besedam, da je to pot do palestinske države. Ne. Če pa vprašaš Raža Šehadeha, je pa od prvega dneva to dvomil. Mislim, da sem to rekel, to je Larifari, to je goljufija, ne, to ne bo pripeljalo do palestinske države, ampak samo daja alibi okupaciji. In točno tako je bilo. Ne. Mirovni sporazumi so omogočili Izraelu, da poseli cel Zahodni breg in iz Gaze naredi enklavo brez prihodnosti. Ne. Če bi to, jaz ne vem, jaz sem novinar, jaz se s tem, če bi kaj bi bilo, ne, se ne ukvarjam s tem in tudi se ne ukvarjam s prihodnostjo, vidim rezultate Rabinovega dela, ki so devastantni. Ne. Ja, mirovni sporazumi, ki jih je on skupaj s Šimonom Peresom in Jaserjem Arafatom oblikoval, ne, pod modrim pokroviteljstvom Billa Clintona, ne, so palestinskemu narodu pod skratka, prav s prevaro oblikovanja države onemogočili, da pridejo do države, realizator tega projekta je pa Benjamin Netanjahu. Tako da danes, moje mnenje, pa pač kolikor velja, je, da ne, v teh pogojih palestinska država ni več možna. Okay. To je bilo vprašanje Nejca Krevsa. Barbara Skubic načeloma opozarja, da nihče ne bo trpel v branju Mahfuza in vabi k branju. Je pa še eno vprašanje zate, Ervin. Kako se novinar izogne občutku nemoči po dolgoletnem poročanju o krivicah, ki tlačijo Palestince? Najprej, ko bi rekel Barbari Skubic, ki je prevedla Mahfuza in ga je prevedla briljantno, ne? Pa bom tako rekel, vsaj pri drugi knjigi, čist malo težko je, pa ko ona gre enkrat potem v Al-Hoseina moliti in se zgodi, kar se zgodi, tam pa je težko, no, tudi prevesti, ampak je, ko bi rekel, vsekakor je trilogija. Vredno branja, ja, kot vsaka druga zgodba, da si vzamemo čas. Ja. Če nisi prebral Mahfuza, itak si neizobražen. Ne? Kaj je bilo vprašanje? Ja, to občutek nemoči. Veš kaj, ne, ko rekel, občutek nemoči je, ko sediš tukaj in gledaš v Palestino. Ne? Ko priješ v Palestino, tam so ko greš v Gazo in tam je Adil in Nagam Mohanna in sedeš z njimi in vidiš, da rekel, tudi v najtežjih okoliščinah ljudje razmišljajo o tem, kako dostojno in decentno živeti, kako dati
smisel svojemu življenju, kako mu dati tudi politični smisel in razmišljajo o volitvah in o svoji politični identiteti in političnem aktivizmu, literaturi, oblikovanju družine. Skratka, Palestinci imajo veliko talentov, nimajo talenta za defetizem. A veš, ko so se fedaini naveličali boja z Izraelom, so skočili po konci Hamasovci, pa rekli, mi se še naprej borimo za osvoboditev Palestine, vi pa delite kar čte. Ampak to je potem tudi pri PLO-ju vzbudilo življenje in so šli v drugo intifado. In iz njih je prišel voditelj, ki je fenomenalen, to je Marwan el-Barghouti, ki je bil šef Fataha za Zahodni breg, fantastičen politik, fantastičen borc, ki so ga Izraelci aretirali, mu sodili, zaprli in ga imajo že 10 let v zaporu, zato ker če ga spustijo, se bo pač vrnil v politiko, kot da z vsem tem, kar se je v 10 letih izraelskega zapora naučil. Mislim, to je, skratka, jaz, kako bi rekel, pri Palestincih, če iščem malodušje, se ne inspiriram pri Palestincih, nikakor ne. In mislim, da nekaj tega univerzalizma, pa hkrati tudi praktične konkretnosti in veselja do življenja sporoča tudi Mohamed Al-Buraj, tako da to je še zadnji posnetek, prosim, če se ga zavrti, pa počas bomo zaključili tudi vse skupaj. Every culture, every child, they build their personality when they tell them the stories, and maybe in Palestine it's quite different because we live under occupation. There is old stories I remember from time to time. My grandmother, she was telling us, but after that it became everything connected with rebellions or the revolution there under occupation. There is international, I don't know, it's Layla and Wolf. Mahmoud Darwish, he wrote about politics, he wrote about the occupation, love, but I don't remember I read anything from him for the children or something, like he wasn't. Yeah, but Mahmoud Darwish, everyone in Palestine, they know him. Look, Slovenia is not unknown. Everyone I talk with my friend, where are you in Slovenia? Slovakia? And where is this Slovenia? And actually, it's not unknown. Maybe now, when they open the small office in Ramallah, and there's some diplomatic people, they work in Jerusalem or in Ramallah, maybe they start. And a couple of years, it was, I think, 2014 war. There's a lot of children, they lose legs or arms or something. They bring them here to Slovenia. It's become a little bit, but not for everyone, not for the public, yeah. I know, like the basics, we learn the basic, how to introduce yourself. Yes, I'm Muhammad, same as Palestina. Devet in 30 leto, imam 2 otroka in pa 7 let. Gre v šola, Watan, 5 let, gre v vrtec, ja. Moja žena je Wafa, 39 let, po poklicu farmacevtka, ja. Moja družina živi v Gazi, v Palestina. Moj poklic je reševalec, živim v Ljubljani, v centru.
Roberto, the basics. I know how to buy stuff, I know how to order stuff, but the real conversation. But now, and the problem, we didn't go to school for 5 or 4 months. I need to learn the language. If I don't use it every day, how I will speak it? It's like this. Okay. Ervin, videla sem, da si se smejal, ampak zdaj verjetno, če tebe prosim, da se na kratko predstaviš v arabščini, bi šlo težje, ne? Jaz se popolnoma identificiram. Popolnoma govori slovensko, tako jaz znam arabsko. Ismi Ervin ana Sahafi min Slovenija. Ana kuntum sakin fil Kahira Zanowadi, wa fil Quds sana Talata. Ampak enak moram misliti, pa enak cljam, pa sem ti povedal, pač sem to, da meni je ime Ervin, sem novinar iz Slovenije. 1 leto sem že v Kairu, 3 leta v Jeruzalemu. In skratka, lahko tudi enako se lahko zmenim v trgovini in na ulici in na šuku, ampak inteligentna konverzacija mi povzroča težave. Ker imamo pač eno tako zelo fino jezikovno bariero, ker namreč zdaj je težava, da v naših šolah učijo angleščino in francoščino, ne pa arabščine, ki bi bila izjemno koristen jezik v teh časih, ne v palestinskih šolah, pa tudi samo angleščino, pa v zaporih se potem oni naučijo hebrejsko, in to je to. In potem vedno znova se pogovarjamo o angleščini, ki pa ima terminologijo, ki je prilagodjena, to je jezik, ki vlada svetu. In v tem naših jezikih, ki ne vladajo v svetu, se pač potem bi se bilo bistveno bolj zabavno pogovarjati, pa nam gre to težko od rok. Ampak vseeno, kako si ti pri svojem delu, ker to vendarle je bilo nujno, kako najdeš jezik sporazumevanja? Ker moja izkušnja vseeno je, ne glede na to, kam greš po svetu, nekako, če želiš, se sporazumeš. To absolutno. Pazi, Palestinci so, tudi da ne bo nesporazumov, Palestinci so politično najbolj razvit narod v arabskem svetu, so med najbolj izobraženimi, da ne bom delal krivice, in so jezikovno zelo dobro podkovani v angleščini, francoščini in še kakšnem drugem jeziku. Jaz sem se učil arabščino in sem se naučil dovolj, da sem se znajdel, da sem lahko dobršen del svojega dela opravil v tem jeziku in ga kombiniral z vsemi drugimi jeziki, ki so bili na voljo. Z šejhom Jasinom sem delal intervju od začetka do konca v arabščini, to je bila še vedno najbolj mistična izkušnja novinarstva, kaj sem jih imel, on je bil duhovni vodja Hamasa, z enim tudi Mohamedom, pa sem enkrat v Hebronu delal intervju v ukrajinščini, zato ker je on v tej ukrajinski izvedbi ruščine, je on govoril, jaz sem govoril slovensko, pa smo se nekako zmenili, ker je on študiral strojno inženirstvo v Ukrajini in se je naučil pač njihovega jezika. Tako da je milijon načinov, kako lahko komunicirati se na koncu, da vedno, jezik ni ovira. Mi smo majhen narod, pa moramo znati jezike, in to je prednost, ki jo imamo pred celim svetom. To jaz v Gorici vedno znova Italijanom rečem, jaz znam italijansko, vi slovensko ne znate, jaz znam italijansko, ker je to izraz kulturne superiornosti mojega naroda nad vašim. In tle pač Palestinci so tudi v tem superiornosti, ker oni znajo jezike celega sveta. Ti najdeš Palestince, ki znajo japonsko, ki so pač nekako tam zašli kot begunci, neki znajo slovensko, kot smo ravno kar videli, angleško znajo itak vsi, ampak znajo tudi švedsko in bolgarsko in cel kup afriških jezikov tudi poznajo. Izkušnja, ki se jo delijo z Bosanci, ki jih veliko govori švedsko in finsko in nemško in francosko. Zdaj sem pa tvojo sliko zgubil.
pa upam. Ja, se opravičujem zaradi tega, ker je zdaj to pri mojem telefonu, ampak če me še slišaš, pa še vsem, moje vprašanje je pa tebi izkušnja v bistvu z Palestino je verjetno pomembna in dragocena, ne? Kaj ti je dala na nek način? Veš kaj, mislim, veliko, ne, veliko. Profesionalno mi je dala možnost, da prebijem ta zid, ki ti ga postavi to, o čemer Said piše, ne, ki vate unese to, čemu on pravi orientalizem, ne, in to je, da gledaš čez Mediteran z očali, ki so jih nataknila stoletja več predsodkov in fantazij o Turkih kot zavojevalcih in okrutnežih in o Arabcih kot primitivcih in da odkriješ bogatstvo te kulture in to, kar ti da, je to še to je mogoče najbolj dragoceno, ne? To je, da mi, Evropejci, se moramo zmerno vprašati v stiku s tujimi kulturami, ne? A smo rasisti, ali se sam delamo, da nismo, ne? Pa smo bolj tolerantni, pač nekaj smo od tega NGO-jevske govorice sprejeli, pa znamo reči, da veš, da mi pač razlike so pomembne, ne? No, tako in sprejemamo, kar pa dol, ne? Ampak kako ne veš, ne? Mislim, tako, raso si ob kaj je muri, črni muri v Afriki, kaj že plačuri muri, te hrči, ne? Ker so te učili, da črnci so črni zato, ker se ne umivajo, ne? Tam bolj si bral tega lepega Janičarja, ki je tudi povedal marsikaj o Turkih in muslimanih, ne? Pol je cela knjižnica literature, ne? Ki ti pač zgradi nek svet, nekaj potem greš pogledati in gotoviš, oni so pa taki, kot mi. Skratka, in to, kar ti da, je ne to, da ti sprejmeš tujo kulturo, kot se ok, ne. To, kar ti da, je to, da oni tebe sprejmejo kot svojega, ne. Skratka, zame najlepše izkušnje so bile to, veš, ko si zašel v mogoče malo bolj tesnobne situacije, ne, pa te je nekdo pač prijel, pa pogledal druge, pa rekel, ta je naš. Da so v tebi prepoznali nekoga, ki jih ne ogroža, ampak ki jih gleda iz oči v oči. In to je to, kar je, rekel, kar je meni osebno, če to vprašuješ, dala Palestina, je to zadoščenje, da zmorem obravnavati Palestince kot ljudi. To, kako bi rekel, ne, da to znam. Visoki standardi so zelo pomembni. To me iskreno veseli in da pač bazi, ampak kako to vem, zato, ko oni mene obravnavajo kot človeka. To je, ne pa veš tam kot Evropejca, tujca, karkoli trapari pač že hodi ljudem po svetu, pač enega, ko bi rekel, ki je naš. Mislim, to je izkustvo, ki se ga splača doživeti. No, kljub temu, da Ervin ne bo priznal, da je skromen oziroma pravi, da ga to ne zaznamuje, je vendarle nekaj tega, kar je pobral iz Orienta tudi v tej knjigi, ki je sicer razprodana, ampak v knjižnicah se jo še vedno da dobiti. Nekaj od teh knjig, ki smo jih danes pokazali, je dostopnih tudi v Vodnikovi domačiji, med njimi tudi Palestinski sprehodi Radžeša Hadeja, ki bo sogovornik Nikolaja Jeffsa aprila na podoben način, kot smo mi danes to izvedli. Naj vam zgodbe, knjige odpirajo poti, ki so trenutno bolj ali manj večini ljudi zaprte. Jaz bi se še enkrat rada najlepše zahvalila Vodnikovi domačiji, Divji misli, gibanju
za pravice Palestincev, predvsem pa vsem, ki ste bili z nami, Mohamedu Al-Buraju, Andražu Rožmanu, Mohamedu Abdulu Monemu in Vidat Tamini in seveda Ervin tebi za današnji pogovor. Jaz se bom vrnila v bistvu na besede, ki se jih vsakič znova spomnim, ki jih je izrekel Raja Shehadeh v Ramali med pogovorom, da narava bo slej ko prej vzela nazaj tistega, kar je njeno. Govoril je o romanu Rift in Time, prelom, razpoka v času, in ta narava, ki vzame nazaj, kar je njeno, je nekako takrat v razumevanju segal tudi onkraj same narave v prostor pravičnosti in enakopravnosti. Tako da do aprila, do naslednjega srečanja in zgodb v živo, naj vam služijo vsi jeziki sporazumevanja, da vztrajamo, da nekako še naprej verjamemo v pravičnost in pomen enakopravnosti vseh. Zgodbe, kot pravi Vidat, oziroma kot nam je povedala nocoj, so darila. Naj vas srečujejo vsak dan, vzemite si za njih čas, da obogatijo in da razširijo horizonte. Hvala. Najlepša hvala tudi z moje strani, pa lahko noč. Lahko noč.